Samo še nekaj dni in v novo leto bodo stopili tudi Kitajci. Letošnje leto bo za Kitajce, kakor je že lani preroško napovedal Gašpar Mišič, v znamenju konja. Na žalost pa vrli Gašpar nima veliko možnosti, da bi izkoristil svoje nedvomne potenciale vlečnega konja. Zla usoda je namreč hotela, da se mora ukvarjati z bananami. Ekskluzivni uvoznik tega redkega tropskega sadeža za Slovenijo, Izet Rastoder, namreč ni zadovoljen, da slovenski jedci banan financirajo le nogometni klub Koper. Po njegovem bi moralo vsaj nekaj cvenka od lupljenja banan in kupcev kapniti tudi na račun nogometnega kluba Olimpija. Če ne, je zagrozil Rastoder, banan ne bo. Zadeva je posebno pereča, ker predsednik slovenske vlade ni Zoran Janković. Če bi namreč bil, bi ne bilo nobenega problema. Kar spomnimo se, kako je o njem že pred meseci dejal Gašpar Mišič. Zorana Jankovića lahko izkrcate na Antarktiki in bo s pingvini ustvaril pogoje za razvoj in boljše življenje, blaginjo, če hočete. Za Jankovića bi bila torej mala malica prepričati pingvine, da se lotijo pridelave banan. A vrnimo se k konjem. Da je kitajsko leto konja izjemna priložnost za Slovenijo, je zaslutil tudi predsednik Državljanske liste Gregor Virant. Po sestanku predsednikov 4 vladnih strank na Brdu pri Kranju je državljanom oznanil: Slovenija še zdaleč ni na konju, imamo pa eno nogo že v stremenu. Če bomo pravilno delali, imamo vse možnosti, da se zavihtimo v sedlo. Strategija razvoja Slovenije v letu konja je torej na dlani. Obeti, da bomo kmalu spet v sedlu, so rožnati. Edina težava je v konju, se pravi gospodarstvu, ki je tik pred tem, da pogine, potem ko smo ga skoraj že uspeli navaditi, da ob pičli krmi prenaša velike davčne obremenitve. Metoda je znana že iz Kardeljevih smeri razvoja socialističnega samoupravljanja. Ni vrag, da se ne bi obnesla tudi v demokratičnem socializmu. Še posebej, če upoštevamo, da vladi že hiti na pomoč Kardeljev vnuk Igor Šoltes, ki naj bi za začetek prevzel vodenje Ministrstva za zdravje. Slednji je v pogovoru s premierko Alenko Bratušek že predstavil svoje zamisli, ki jih je podedoval od dedka Edija, za katerega je znano, da je imel še veliko idej, ki bi jih tudi uresničil, če mu ne bi sestradano kljuse prehitro krepalo. Kandidatura Igorja Šoltesa je po mnenju prvaka Državljanske liste Gregorja Viranta dobra zamisel. Predsednik socialnih demokratov Igor Lukšič pa meni, da je na moč neokusna. A vrnimo se k konjem. Priznani politični analitiki si še niso povsem edini glede tega, v znamenju kakšnega konja bo v resnici minilo leto konja, ki je pred nami. Le redki napovedujejo, da bo to leto plemenitega, iskrega, rasnega konja. Precej več jih stavi na vlečnega konja. A tudi ti se ne strinjajo povsem glede tega, ali bi nas ta utegnil potegniti iz, oprostite, dreka ali pa prav nasprotno. Bolj črnogledi komentatorji napovedujejo, da bo to še eno leto crknjenega konja. No, za Slovenijo smo lahko bolj ali manj prepričani, da bo to še eno leto trojanskega konja. Bodite pozorni in videli boste, kako se bodo iz njega usuli novi obrazi. 每条大街小巷，每个人的嘴里，见面第一句话
就是恭喜恭喜呀，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。